Hold up. Pozdravljen, Blaž. Zdravo, Matej. Kako si? Pa evo, bo za silo ti. V redu. Predvsem zaradi tega, ker tokrat pride na vrsto podcast, ki so ga napovedovala že prejšnji teden. Namreč Luka Dončić, fenomen slovenske, evropske, svetovne košarke, eden največjih talentov današnje dobe in igralec, ki, kot smo ga opisovali in ga mnogi opisujejo, ki ima potencial, da postane eden največjih vseh časov, in zato v tokratnem podcastu seveda tema Luka Dončić in njegova sezona v Realu. Pretekla, podrobneje bo vzela preteklo sezono in se potem tudi zazrla v prihodnost, v reprezentančno poletje in potem tudi seveda v naslednjo sezono, ki naj bi bila za njega, predvsem za pripravo na draft 2018, tudi izjemno pomembna, še bolj pomembna kot letošnja. Zato seveda, da ne bova zgubljala časa, samo kratek glasbeni intermezzo in začneva z podcastom. Ja, Blaž, kot so dejala, Real v španskem prvenstvu, v zaključku španskega prvenstva in v zaključku evroligaškega tekmovanja odigral precej slabše kot v rednem delu sezone, ki jo je v obeh tekmovanjih končal na prvem mestu lestvice. Nato pa v na zaključnem turnirju evroligaške četverice dva poraza, dva prepričljiva poraza proti Fenerbahčeju in CSKA-ju in nato še poraz na zaključnem v finalni seriji španskega prvenstva, prepričljiv poraz zopet s 3-1 v seriji proti Valenciji, ki je osvojila zgodovinski prvi naslov španskih prvakov. In to, kot sem že dejal, zelo prepričljivo, ne samo, da so serijo dobili s 3-1, tudi med samimi tekmi, ki so jih odigrali doma, so dobili zelo visoko razliko in sta bili obe odločeni že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Tudi tista odločilna četrta tekma, ki jo je Real moral dobiti, je Valencija že v polčasu vodila z 20 točkami razlike in finale je bilo pravzaprav odločeno, nažalost, že precej pred, kot sem dejal, zadnjim sodnikovim žvižgom, vendar da ne bova preveč besed zgubljala o Realu v tokratnem podcastu, nekaj malega seveda morala Luko uvrstiti v kontekst samega moštva, vendar predvsem seveda naj zanima Luka, zato mogoče Blaž najprej njegova statistika v letošnji sezoni. Ja, v Euroligi je odigral 35 tekem, v povprečju je igral slabih 20 minut na tekmo, iz igre je metal dobrih 43%, od tega 37% za 3, zbral je 4,5 skoke na tekmo, 4,2 podaje in pa 7,8 točk, medtem ko v španski ligi je odigral 32 tekem, kjer je odigral identično isto minutažo. V povprečju med iz igre je imel 46%, za 3 je bil nekoliko slabši, slabih 32%, medtem ko je zbral 4,3 skoke, 3,1 podaje in pa identično 7,8 točk, tako kot tudi v Euroligi. Vsekakor dobra statistika, ki jo je malce skazil tisti slabši zaključek sezone in v evroligaškem tekmovanju in v španskem prvenstvu. V obeh prvenstvih je namreč Luka precej slabši, tudi odstotki so mu padli, predvsem za 3 točke. Odigral, še vedno se je trudil v obrambi, vendar zdaj, ko gledamo na morebitne vzroke za njegovo slabšo igro v zaključku prvenstva, mislim, da sta predvsem dva. Eden je verjetno dolžina njegove letošnje sezone, namreč videl sem ravno včeraj na Twitterju, da je naš najboljši košarkaš Goran Dragić ravno včeraj začel z delom žogo v ljubljanskem Tivoliju, se že poti in začenja priprave na novo sezono. Luka je pa ravno predvčerajšnjim končal šele letošnjo sezono, ki je bila res izjemno dolga, skupaj v španskem prvenstvu, evroligaškem tekmovanju in tudi španskem pokalu je odigral blizu 80 tekem, kar je za 18 let starega igralca resnično izjemno veliko število.
tekem. Tudi njegova minutaža je seveda bila za njegova leta izjemno konkretna, izboril si je to konkretno minutažo z odličnimi igrami na začetku sezone. Zaradi tega lahko morda nek vzrok v njegovem slabšem zaključku sezone iščemo v utrujenosti, preprosto. To je seveda morda tisti najbolj očiten vzrok, ki je skorajda na dlani. Vendar tudi drugo stvar moramo pogledati, namreč moštva so se precej bolje prilagodila na njegovo igro. Luka je v tej sezoni z igrami, ki jih je pokazal, je dejansko so ga vsa moštva, ne samo moštva, proti katerim je igral, temveč tudi NBA skauti oziroma NBA ogledniki so ga skautali do potankosti. O njem se sedaj ve pravzaprav vse. Vse njegove pomanjkljivosti in prednosti so sedaj znane, zato moštva res so izjemno dobro v zaključku sezone brala njegovo igro in na ta način je seveda prišlo tudi do kakšne izgubljene žoge več. Namreč, ko bova govorila o pomanjkljivostih in prednostih v njegovi igri. Zdaj, bo seveda si bomo morali zastaviti tudi vprašanje, kaj so pomanjkljivosti in prednosti. Namreč, hotel sem samo to povedati, da Luka je tisto, čemu rečejo Američani, pass first igralec. Igralec, ki najprej išče podajo in še na to priložnost za lasten met oziroma možnost za lasten zaključek napada. In zato to je seveda tista stvar, na katero so se, predvsem na koncu sem opazil, nasprotniki dobro pripravljeni, včasih celo puščali malce več prostora, še posebej v zaključku, ko so mu odstotki padli, malce več prostora za met in pokrili te tako imenovane passing lane oziroma njegove opcije za podajo. In na ta način je potem tudi izgubil nekaj žog, tako da utrujenost in boljša priprava nasprotnikov. Kaj ti misliš, Blaž? Ja, jaz se strinjam s tabo. Jaz sem isto to na tekmah opazil, da kako mu dejansko pokrije, da v bistvu predvsem na pol razdalji so ga velikokrat puščali samega in je pač vedno iskal podajo, namesto da bi pač dal tisti koš. Nekaj prostora, ja. Ja, ki bi ga lahko zadev in s tem v bistvu morda tukaj mislim, da je predvsem prišla do izraza tudi nekoliko ta njegova neizkušenost, kajti vseeno je to bila prva sezona, tako dolga sezona. Prej je sicer igral v teh mladinskih moštvih, ampak vemo, da je intenziteta košarke v mladinskih selekcijah in pa potem v članskem nivoju ena zelo, zelo velika stopnička vmes. In mislim, da ja, ravno te na koncu tudi, kot si že omenil, na koncu vsemu skupaj je potrebovalo pomanjkanje izkušenj, kajti mislim, da čez nekaj sezon, ko bo teh izkušenj več, bo Dončić taka darila, kot so mu jih na koncu dajale nasprotne ekipe, izkoriščal z odprtimi rokami, nogami, kakorkoli že. Vendar, pravim, treba bo delati na tej njegovi, bo moral delati na svoji igri. Ne? Pa zdaj recimo, da ne bomo preveč dolgovezile, kaj so njegove recimo prednosti njegove igre. Ja, seveda izjemen in fantastičen pregled, to je tista stvar, ki jo najprej omenjajo. Luka je izjemen podajalec. Tudi ena stvar, o kateri se ni dovolj govorilo, oziroma se ne govori dovolj, vendar jo je treba posebej poudariti, ker mislim, da ima potencial, da postane eden, ne samo izjemen podajalec, vendar izjemen skakalec. V skoku, v obrambi in napadu ima resnično odličen občutek za skok in za voljo tega odličnega skoka tudi pogosto pride do izpelje coast-to-coast akcije, izbori se žogo v obrambi, dobro vodi žogo, lahko prenese žogo tudi pod pritiskom nasprotne obrambe, hitro prenese seveda in potem ali zaključi sam ali podaja. Precej raje seveda podaja, kot zaključi sam in to je tista glavna pomanjkljivost na drugi strani morda njegove igre še, da njegova prednost je morda obenem tudi pomanjkljivost. Njegov izjemen pregled in njegova izjemna sposobnost podajanja, še posebej v pick and rollu, kjer je že sedaj med najboljšimi podajalci iz pick and rolla v Euroligi, vendar bi se upal trditi, da tudi v širši konkurenci, sedaj ne bi moral reči, da je eden najboljših podajalcev iz pick and rolla na svetu, počakajmo še, da se dokaže v NBA konkurenci, preden bomo začeli to trditi, vendar v Euroligi se je v tem elementu že dokazal in zagotovo potrdil svoje mojstrstvo.
In seveda, kot sem dejal, njegova prednost je lahko tudi mobilnost, zaradi tega, ker ima tako dober pregled in tako dobro išče svoje igralce, seveda se precej raje odloči za podajo kot za met. In tukaj je potem to, kar so seveda tudi že omenila, da so mu sedaj na koncu sezone nasprotniki, kot si ti dejal, iz pol razdalje, so mu dali tisti 1 meter prostora za met iz pol razdalje, recimo, ki ga je on zelo redko, v celotni sezoni je res, bi lahko na prste ene roke zadeli število metov, ki jih je zadel iz pol razdalje, iz rakete malce več, vendar tudi te večinoma z floaterjem, ki se jih zelo rad poslužuje. Namreč to je tisto, kar mu še manjka. Manjka mu skok šut iz pol razdalje, torej da se ustavi na trenutku in zadane skok šut, jumper iz pol razdalje, in manjka mu tudi prodor, manjka mu tehnika in moč v prodoru, zato v prodorih ni zelo učinkovit, oziroma ni tako učinkovit, kot bi lahko bil glede na svojo višino. In tukaj bo moral seveda tehnično se še izboljšati in ravno seveda letos poleti, ko bo igral z Goranom Dragićem, ki je pa ravno blesti, njegova največja prednost so izjemni prodori, kjer sodi za njega pa lahko trdimo, da je recimo med najboljšimi petimi najbolj prodornimi igralci na svetu, morda celo na tremi, mislim, to konec koncev potrjuje tudi statistika, ker je letos bil po številu prodorov na srečanje na 3. mestu. Imel je več prodorov na srečanje kot recimo Westbrook, LeBron in podobni fizični friki. Tako da in Dragić ima, ne gre se tukaj samo za moč in hitrost, ki jo seveda ima Dragić, vendar predvsem tudi za tehniko prodora, iskanja kontakta, ustvarjanja prostora s kontaktom. To Dragić izredno dobro počne in tukaj bo Luka se res lahko ogromno naučil. Ja, predvsem zaradi tega, ker Real sicer ima izjemne igralce, ampak recimo res tistega značilnega igralca, ki bi pa se zelo zanašal na prodor, pa nimajo. Imajo vsem bolj strelce kot pa take prodorne igralce. Pa recimo ena stvar, na kateri bo Luka tudi mogel še delati, je sama atletika. Se pravi, on ni fizično dominanten igralec, ni tako zelo eksploziven. Recimo, če gledate ostale igralce, ki bodo takrat na voljo na draftu, ko naj bi na njega šel tudi Dončićo, si precej bolj skočni, eksplozivni, tudi v končni fazi tudi ta prvi korak imajo hitrejši kot Luka in ravno mogoče ta prvi korak, ko si omenil te prodore, ravno ta prvi korak mogoče je tisto, na čemer bo tudi moral delati, ker ti prvi eksploziven, hiter prvi korak je ponavadi razlika med uspešnim in pa neuspešnim prodorom. Ja, Lukove atletske sposobnosti so ena izmed bolj pogostih tem različnih strokovnjakov in raznih spletnih debat. Morda celo največja polemika se dotika, kar se tiče Lukove igre, ravno njegovih atletskih sposobnosti in seveda ravno tudi zaradi tega, kot si že omenil, igralci, ki bodo na naslednjem draftu, ki jih izjemno visoko uvrščajo, ki bodo njemu konkurirali za tista prva 3 mesta ali morda za seveda prvo mesto na naslednjem izboru, so namreč izjemni atleti, predvsem Michael Porter in DeAndre Ayton sta dva igralca, ki sta, kot bi temu rekli Američani, physical specimens, resnično elitna atleta z izjemnimi fizičnimi sposobnosti. Mohamed Bamba sicer ni atlet na nivoju Porterja in Aytona, vendar ima pa izjemno višino. In ravno to je tisto, z višino, višji ko si, lažje boš izbran višje na draftu, tudi če nimaš tako dobrih atletskih sposobnosti. Namreč, kar nekateri ogledniki radi govorijo, je namreč, da višina oziroma centimetri so tudi del te atletski oziroma fizične gradnje in v košarki je seveda višina izjemno pomembna. Zaradi tega recimo primer Jokića, ki je resnično
neprimerno slabši atlet od recimo Dončića in slabši. Vendar gre za igralca, ki je visok 212-211 cm in tukaj lahko s centimetri nadomestiš precej tega manjka in seveda z dobro tehniko. Jokića odlikuje izjemna tehnika. In centri lahko z izjemno tehniko, kljub malce slabšim atletskim sposobnostim, še vedno naredijo ogromno, ker seveda v košarki šteje višina. Malce nižji igralci pa seveda potrebujejo tudi izjemne, za visoki izbor na draftu, predvsem govoriva zdaj seveda v tem oziru, potrebujejo izjemne atletske sposobnosti, morajo biti elitni atleti, kar pa Luka ni. Zdaj seveda, Luka ni slab atlet, da ne bo nekdo narobe razumel. Luka je vse prej kot slab atlet. Luka je nadpovprečno dober atlet. Konec koncev ne moreš igrati z odraslimi igralci na vrhuncu kariere, tako kot on igra v Realu, če nisi nadpovprečno dober atlet. Z odraslimi igralci na tem nivoju ne moreš igrati, če samo za voljo svojega izjemnega košarkaškega IQ-ja, izjemnega pregleda in teh intangibles, kot radi pravijo, torej teh nedefiniranih kvalitet. Potrebuješ tudi te dejansko definirane atletske sposobnosti in Luka jih ima. Luka je izjemno močan za svoja leta in tudi glede na to, da lahko na svoj konkretno širok okvir doda še, zdaj seveda, ker nisem njegov trener za pripravo, ne morem natančno oceniti, ampak tako na videz, ko vidiš njegov okvir, postavo in njegovo trenutno mišično maso, mislim, da lahko 10 do 15 kilogramov, vsaj 10 kg mišične mase še doda in jo bo tudi moral. Namreč, vendar, kjer sem začel, že sedaj je izjemno močan. Recimo, pogosto vidiš, ko prevzema v obrambi višje igralce, s tem nima ogromnih težav. Recimo, ga ne zlorabijo v postu pod obročem, ga ravno ne prestavljajo kot nekega najstnika, vendar se jih lahko zadrži na bloku oziroma se z nekaterimi višjimi igralci lahko kar pošteno kosa in vsekakor je močan, o tem ne gre dvomiti. Tudi njegova hitrost na parketu, ko razvije hitrost žogo in brez žoge, je kar dobra. Ni eksploziven, to si že povedal, ni eksploziven, nima hitrega prvega koraka, to je res, eksplozivnost manjka in malce lahko v fitnessu z utežmi, z primernimi vajami za eksplozivnost lahko izboljšaš tudi to in kot si ti dejal, to so stvari, ki jih bo moral izboljšati, definitivno moral izboljšati. Vendar ni slab atlet, to sem želel predvsem povedati, da ne bo narobe. Luka je, njega evropski ogledniki, vsaj nekaj evropskih oglednikov ga je označilo za atletskega Bodirogo. Pregled kot Bodiroga, vendar precej bolj atletski igralec. In ravno recimo to je bilo tisto, kar je verjetno Bodirogo, ki je bil svoj čas najboljši igralec, ki ni igral v NBA ligi, tudi verjetno zadržalo izven NBA lige. In še en primer, eno paralelo lahko morda potegneva Teodosić. Organizator, ki se letos morda seli, o tem se sedaj precej govori, dosti govori, morda se seli v NBA ligo, vendar je še za en primer neatletskega igralca, igralec, ki je zopet precej slabši atlet od Dončića, vendar ima seveda izjemno tehniko, izjemen pregled, izjemen podajalec in bo zanimivo letos videti, če se bo resnično Teodosić odpravil na drugo stran Atlantika, morda celo v Miami, ki se pojavlja kot ena izmed opcij, poleg Miamija se omenjajo še Utah, Sacramento, kot morebitne destinacije. Brooklyn je izjemno zainteresiran, predvsem seveda tudi zaradi ruskega lastnika in tako da bo zanimivo videti, kako se bo Teodosić obnesel. Za Jokića sva rekla, višina je tisto, kar lahko nadoknadi njegov manko atletskih sposobnosti. Teodosić je pa seveda organizator, z višino organizatorja. In tukaj je tudi tisto, ko že omenjava višino, da ne pozabim. Lukovi 203 cm seveda mu tudi dvigujejo. Ravno zaradi tega, ker je playmaker, visoki playmaker, igralec z višino,
ki lahko igra na položaju organizatorja, to mu seveda dviguje ceno in seveda moramo se tudi vprašati, kaj bo njegova idealna pozicija, ker tudi tega namreč ne vemo in to je morda tudi eden izmed razlogov, če se dotaknem še najne prejšnje topike, zaradi katerih je na koncu sezone slabše igral, oziroma za njegova nihanja v igri. Luka je namreč izjemno veliko letos menjaval položaj v moštvu. Igral je na položajih od 1 do 3. Občasno na 2 ali 3 tekmah sem ga celo videl na 4, na položaju krilnega centra, vendar za ta položaj dejansko sedaj mislim, da še ni dovolj močan, da bi lahko konkretno dolgo časa igral. Vendar na položajih od 1 do 3 je pa precej redno se menjaval. Ko je bil Jul poškodovan, je igral več ali manj samo na položaju organizatorja, na enki. Ko je pa Jul bil v igri, je pa občasno igral ali na krilu ali na dvojki visokega branilca in vsaj ko sem ga jaz spremljal sem ga celotno sezono in pogledal več ali manj vse tekme, ki jih je odigral. Najslabše je deloval ravno na dvojki. Zdelo se mi je, da je na položaju na krilu, ko je igral tega point forwarda, občasno organiziral tudi napad, da se je znašel bolje, širil prostor, ko ni organiziral napada s trojkami. Ko je igral zraven Jula, se mi zdi, da je bolje deloval na krilu kot na dvojki in tukaj bi morda lahko iskali tudi razlog za njegovo res zelo slabo predstavo, takrat, ko je proti Fenerbahčeju na prvi tekmi evroligaškega turnirja ostal brez točk in resnično odigral zelo slabo. Takrat je tekmo začel na položaju 2 zraven Jula. In dejansko, morda še to, v tej sezoni lahko z gotovostjo trdim, da je Luka najslabše deloval na parketu takrat, ko je igral z Julom. Ja, in ravno to, če recimo se zdaj ozreva rahlo v naslednjo sezono, bo rahlo v naslednjo sezono, je dejansko to, naslednja sezona bo za njega zelo pomembna za pripravo na draft, o katerem pa zdaj tudi govoriva. In dejansko se da bo zanimivo videti, kako bo trener vključil Dončića in Jula skupaj. Predvsem, kaj bo cilj Reala? Ali bo cilj Reala, da dejansko razvijajo še naprej njegov talent, čeprav vejo, da bo potem odšel, ali bodo poskušali rahlo nagajati njegovemu razvoju in ga morda več puščati na klopi, morda igrati skupaj z Julom ravno v takih situacijah, da bo izpadel slabše v narekovajih. Ne vem, kaj ti misliš? To je zelo dobro vprašanje, namreč naslednja sezona bo prelomna, tudi letošnje poletje, že reprezentančno poletje, bo pomembno zanj. V vsakem primeru sedaj Luka vstopa v tisto najbolj pomembno obdobje, ki bi znalo dolgoročno definirati potek, začrtati nadaljnji potek njegove kariere. In seveda se strinjam s tabo, naslednja sezona bo zelo pomembna in tudi njegova vloga v moštvu. Tako kot sem dejal, zraven Jula deluje najslabše in Jul je zacementiran v to vlogo prvega organizatorja v moštvu in mu je Luka zagotovo naslednjo sezono ne bo odvzel. Tudi Jul je v tem trenutku še vedno boljši igralec od Luke, čeprav tukaj je seveda tisto, sedaj bom rekel nekaj rahlo provokativnega, vendar za tem stojim in mislim, da bi lahko to konkretno dokazal z akcijami in tudi statistiko. Namreč moštvo Real igra bolje, bolj povezano, bolj kolektivno, bolj moštveno, ko napad organizira Luka kot Jul. Jul je namreč, če se dotaknemo zdaj tega Jula, ko si rekel za naslednjo sezono, seveda tudi, Jul je igralec, ki precej bolje razigra sebe kot soigralce. Če so za Luko rekla, da je pass first igralec, torej igralec, ki najprej išče podajo in šele potem priložnost za lasten met, je Jul ravno nasprotno. Jul je organizator, je povsem v slogu teh modernih shoot first organizatorjev, NBA organizatorjev, ki danes iščejo predvsem najprej priložnost za lasten met in šele potem priložnost za podajo. Skoraj da vsi najboljši organizatorji lige NBA v tem trenutku so shoot first organizatorji, torej igralci, ki najprej iščejo
priložnost za lasten met, se pravi Westbrook, Curry, Harden, vse to so igralci, ki najprej iščejo lasten met in šele pol. Harden seveda je letos šele igral prvič v vlogi organizatorja, vendar le redki najboljši organizatorji ostajajo še v ligi NBA, ki najprej iščejo podajo in šele pol met. Med najboljšim je zagotovo še vedno Chris Paul, vendar on je, kot bi se temu reklo, že spet, če uporabim angleški izraz, dying breed. Izumirajo ta tip organizatorja, izumira recimo, če pogledamo dva povsem klasična pass first organizatorja zadnjih 5-6 let, Ricky Rubio in Rajon Rondo, nobeden izmed teh dveh ne sodi med najboljšo 15-terico organizatorjev v ligi NBA sedaj. In to sta ravno prototip pass first organizatorja. Zaradi tega je seveda, malce se vračava na prejšnjo temo, o kateri so že govorila, bo Luka moral razviti občutek za met iz pol razdalje, prodor, vse to so orodja, ki bo moral podnujno uporabljati, še posebej v zaključkih tekem, ko bo imel žogo in ko bojo vse njegove pressing igrali na vseh soigralcih, ne bo nobenega prostora in bo moral zaključiti, še posebej, če ga bodo 1-na-1 pokrivali, bo moral zaključiti sam oziroma poskusiti z individualno akcijo in takrat njegova step back trojka ne bo dovolj za to, da namreč to je orodje, na katero se največ zanaša, ko mora odigrati akcijo 1-na-1, ko ostane v izolaciji, najbolj pogosto zaključi step back metom ali za 3, včasih malce bližje, včasih tudi iz obrata. In tudi recimo takrat, ko v postu, ko na njemu ostane, ko ga pokriva precej nižji organizator. In on zelo rad tudi iz posta potem podaja ven, ne pa zaključi recimo s horakom ali z metom iz obrata ali s kakšnim polaganjem preko nižjega igralca pod košem. Čeprav 1-na-1 se precej bolj pogosto odloči, dobro bere igro, tako da ko ga pridejo podvajati pod obročem, seveda hitro poišče prostega igralca, vendar sem opazil precej priložnosti, ko je ostal 1-na-1 z manjšim, z nižjim igralcem pod košem, pa se je vendarle odločil tudi v tem primeru za podajo. Ali pa zaključil precej neučinkovito. Tako da njegova tehnika pod košem, med spol razdalje, to so stvari, ki bo moral še popraviti, vendar, da se ne zgubiva sedaj. Omenjala sva jula, omenjala sva prihodnjo sezono. Mislim, da če bo Luka, če odgovorim na tvoje vprašanje, če bo Luka poleti se ojačal, izboljšal prodor, izboljšal met iz pol razdalje, bo preprosto njegova igra dobila še tisto eno dodatno dimenzijo, zaradi katere si preprosto ne bodo mogli privoščiti, da bi ga pustili na klopi. Preprosto, že sedaj, že letos je bil eden izmed, lahko trdimo, 3 najpomembnejših igralcev, vsaj v rednem delu sezone, morda celo drugi najpomembnejši igralec v rednem delu sezone, recimo briljantne igre kazal takrat, ko je Jul bil poškodovan, takrat je morda celo najbolj blestel in to samo še dodatno potrjuje to mojo tezo, da Luka najbolje deluje takrat, ko igra kot glavni primarni playmaker, organizator igre. In ne nujno na položaju organizatorja, ne nujno na enke. On lahko organizira napad iz enke ali trojke. In mislim, da point forward je tista pozicija, na kateri bo najbolj blestel, vendar če igra point forwarda, potem zraven sebe potrebuje drugačnega organizatorja, kot je Jul. Potem zraven sebe recimo potrebuje organizatorja tipa Patrick Beverley, recimo, iz Houstona, organizator Houstona, ki odlično meče trojke in igra odlično obrambo. Torej potrebuje 3, kot se temu že spet reče, 3&D organizatorja. Organizatorja, ki se predvsem posveča dobremu metu za 3, torej postavi se na trojko, medtem ko višji igralec, ki organizira iz posta in ga ima potem določenega igralca še na trojki, nevarnost iz trojke, ker v tem primeru seveda potrebuješ 3 ali 4 celo igralce na zunanji črti za 3 točke. In to bi bil recimo idealen organizator za Dončića. Jul, ki je pa shoot first organizator, ki je igralec, ki predvsem išče svoj lastni met, res na prste ene roke, oziroma še manj, 2 ali 3
res dobri tekmi je Dončić odigral, ko je večino časa igral skupaj z Julom. In predvsem seveda v zaključku sezone, to je še ena stvar, en faktor, kjer lahko morda iščemo razlog za njegovo slabšo igro, je v zaključku sezone je namreč precej več igral skupaj z Julom. Predvsem zaradi tega, ker je Jul ostajal na parketu recimo po 35, 36, 37 minut v finalu. Torej igral praktično ves čas z izjemo 2 ali 3 minut. In je Luka imel precej manj možnosti, da bi organiziral napad. Tako da omenila sva že ogromno in tudi to, ta kemija z Julom, ki si ga omenil ti, ki sem jo omenil jaz, ni dobra. Ne morem trditi, da ko igra z Julom, da ga Jul naredi boljšega na parketu. Vsekakor Jul ni tisti igralec, ki bi, vsaj po mojem mnenju, soigralce delal boljše. Je odličen igralec. Ko se razigra, je nezaustavljiv. Eden izmed igralcev, ko recimo tudi poleti v reprezentanci, če bo igral na položaju prvega organizatorja in če se bomo morda mi srečali, je igralec tipa če se razigra, potem si v velikih težavah in boš po vsej verjetnosti tekmo izgubil. Vendar, če se pa ne razigra, potem se pa njegova igra spremeni v nabijanje trojk iz velike razdalje in zapostavljanje soigralcev, ki so povsem hladni. Tudi ko se razigra, so njegovi soigralci seveda pogosto hladni, ker seveda zaključuje predvsem mete sam. Tako da jaz ne verjamem, da bi lahko Real naslednjo sezono Luko pustil na klopi, vendar pa obstaja resna nevarnost, da recimo ne bi igral v tisti vlogi, ki mu najbolj ustreza, da bi morda začenjal največ na položaju 2 kot visoki branilec, ki se dejansko meni, namreč Luka ni tisti catch and shoot igralec. Zelo redko vidim, tudi to bi lahko izjemno majhno število več trojke recimo zadev s tebekom ali pa iz igre, iz preigravanja, kot pa recimo catch and shoot trojke, torej po sprejemu žoge, met takoj po sprejemu žoge, je slabše metal kot takrat, ko je metal iz igre, ko je preigraval in metal iz preigravanja, ali pa se poslužil, celo ko je recimo, pogosto sem videl, ko je ujel žogo, za met, za 3, za direkten catch and shoot met, je pogosto rad še naredil en dribling v levo ali v desno, stopil in potem še vrgel. Je igralec, podobno recimo kot Dragić. Tudi Dragić je igralec, ki je v letošnji sezoni je bil Dragić top 3 catch and shoot za trojke. Neverjetno dober met, je imel tudi catch and shoot za 3. Vendar je, če gledamo njegovo kariero, je bil vedno boljši strelec za 3 točke iz preigravanja, iz driblinga, kot pa takrat, ko je moral metati catch and shoot trojke. Ja, in zdaj recimo, če se vrnemo nazaj, kje ga ti vidiš na draftu prihodnje leto, na prvem, drugem, tretjem, četrtem, 5. mestu, še kaj nižje? Mislim, da bo končal v loteriji, torej na prvih 5 mestih, to sem skoraj prepričan, da bo na koncu izbran. Predvsem zaradi tega, ker prihodnji draft naslednje leto je, danes pogosto uporabljam angleške izraze, pa bom še enega uporabil, top heavy. Torej, prvi 4 igralci, ki bodo izbrani na draftu, so precej boljši, potem je pa kvalitetna luknja, prepad do igralca, ki bo na 5., 6., 7. mestu, vsaj trenutno še. Seveda je še eno leto do drafta, še celotna sezona NCAA košarke čaka Lukove konkurente za naslednje leto, kjer si bodo zagotovo izboljšali določene stvari in si dvignili, morda celo dvignili na draftu, vendar je vsaj v tem trenutku jasno, da v tem trenutku so prvi 4 igralci, torej Michael Porter, Mohamed Bamba, DeAndre Ayton in Luka Dončić, so precej boljši od igralcev, ki jim potem sledijo. Za razliko recimo od letošnjega drafta, ki bo precej globi, kjer bi, vsaj tako trdijo tisti, ki so igralce res do potankosti spremljali že na univerzah preteklo leto in v Evropi, tiste, ki se bodo odločili, bo draft precej globi. Tam do 13. 14. meseca se lahko zgodi, da boš letos dobil še kvalitetne igralce, ki bodo lahko igrali v rotaciji že naslednje leto in igrali konkretno vlogo. Medtem ko naslednje leto
pa pravijo, da bodo predvsem, da bodo tista prva 3-4 mesta boljša kot letos, tisti najboljši igralci bodo boljši kot letos, vendar potem bo pa precej slabše. Torej, se splača imeti res visoki izbor naslednje leto, če želiš dobiti dobrega igralca. Kar Luka tudi je, ne? Kar Luka je, in kot sem dejal, zagotovo bo končal med prvimi 5, nima pa še zagotovljenega mesta med prvo trojico. En faktor je zagotovo ta, o katerem sva že precej govorila, namreč Lukove atletske sposobnosti, njegova fizika, ki je slabša od njegovih konkurentov, in NBA moštva se včasih, oziroma ne včasih, pogosto raje odločajo, da vzamejo, če sta 2 igralca, med katerimi seveda niso prepričani, koga bi, če kolebajo med 2 igralcema, se ponavadi odločajo za tistega, ki je bolj fizično nadarjen, ki je bolj fizično razvit, ki ima boljše atletske sposobnosti, kot za tistega, ki je recimo tehnično bolj izdelan. Ja, ker je logika od zadaj normalna, ne? Pač atletike se ne da naučiti, medtem ko tehniko se da izboljšati, ne? Tako, vsaj te prirojene genetske atletike, ja, določena podlaga, ki jo imaš, preko tega določenega baselina seveda ne moreš. In zato je to, ja, seveda razlog, zaradi katerega se odločajo pač za malce bolj atletske igralce, in te igralci, ki bodo z Luko naslednje poletje pač konkurirali za prva 3 mesta na draftu, so predvsem Porter in Ayton, kar so že omenila, sta atletska frika. Zato bo izjemno, ravno to, kar sva pa tudi že omenila, bo izjemno pomembna seveda naslednja sezona za Luko, ker bo v njej moral pokazati napredek, tehnični in seveda fizični napredek pri teh pomanjkljivostih, o katerih sva pa sedaj že precej govorila. Ja, pa še ena stvar je, da NBA ekip to, da Luka Dončić igra v precej težji konkurenci, kot igrajo, se pravi te v NCAA-ju, ki pač je napram že recimo slovenski ligi, je na že tam nivoju, kar se tiče kvalitete, jih to niti ne zanima tako zelo močno, kot pač bi si morda kdo mislil, kajti če je recimo nekdo MVP kroga Eurolige, to NBA ekip niti približno ne. Ja, v vsakem primeru pri Luki to pomeni, letos je bil 4-krat MVP kroga, le en igralec, mislim, da Nando De Colo je imel je postal enkrat več MVP kroga, in to je stvar, o kateri se je precej govorilo tudi na drugi strani Atlantika. To je stvar, ki nosi določeno težo, in se zavedajo tega, da je Euroliga precej višji nivo tekmovanja kot NCAA. Ja, ampak bolj hočem povedati v tem vidiku, ne, da pač to njemu ne dviguje tako zelo cene, da bi recimo samo zaradi tega dejstva, da je igral na višjem kvalitetnem nivoju, da bi zaradi tega preskočil kakšno stopničko na lestvici drafta, ni to tako zelo velik vpliv na... Ja, če damo na eno stran atletske sposobnosti, na drugo stran igranje v Euroligi, ja, bi verjetno pri recimo povprečnem generalnem direktorju NBA lige verjetno atletske sposobnosti spet nosile več teže. Predvsem, ja, kot si dejal, recimo Giannis Antetokounmpo je morda najboljši primer v zadnjih letih, ki so ga izbrali samo na podlagi njegovih atletskih sposobnosti, njegove višine, nenormalno dolgih rok. Giannis je namreč igral v drugi grški ligi in še tam igral povsem obrobno vlogo, povsem nepomembno vlogo, njegova statistika je bila nična. Vendar, seveda, za voljo teh njegovih atletskih sposobnosti, to, kar so videli na draft kombajnu, kjer se testirajo fizično vse igralce, je pač prepričalo Milwaukee, da ga je izbral relativno visoko za igralca, recimo, ki ni igral niti na približno takem nivoju kot Luka. Recimo letos je podoben primer Francoz Frank Tilikina, ki igra v Strasbourgu, in tudi igra
povsem, mislim, ne igra veliko vlogo v moštvu, vendar se mu letos obeta precej visok izbor, predvsem zaradi tega, ker gre za zelo dobrega atleta z izjemnimi obrambnimi sposobnostmi, dolge roke, hiter skočen igralec, eksploziven igralec. In to je tisto, to je tisto, kar bo izjemno zanimivo spremljati skozi tekom kariere Luke Dončića. Ali lahko igralec, ki ni elitni atlet, postane najboljši igralec lige? To je tisto vprašanje. Luka je vsekakor že zdaj kaže elemente košarkarskega genija. To lahko ne zveni ravno skromno, zveni morda celo malce prebahato, vendar je res, glede na to, kakšne igre kaže pri teh letih, kako odgovorne, odrasle in resnično zrele igre kaže pri 17-18 letih, zato morajo tvoji možgani, tvoj košarkarski IQ mora delovati na znatno višjem nivoju kot pri tvojih vrstnikih, in deluje, lahko vidimo, da deluje na znatno višjem nivoju kot pri igralcih, evroligaških igralcih na vrhuncu kariere. Torej gre za nekoga, ki košarko, ki vidi igro, resnično izjemno vidi igro in izjemno bere igro. Vendar ali bo ta njegov super košarkarski lahko nadoknadil tiste pomanjkljivosti, ki jih ima pri svojih atletskih sposobnostih. To je tisto glavno vprašanje, ki ga bomo, ali lahko, Luka, da se ne bomo narobe razumeli, že sedaj Luka lahko bo, recimo, če se neha v tem trenutku razvijati in fizično in tehnično, lahko kariero konča kot odličen evroligaški igralec, kot eden najboljših evroligaških igralcev, med boljšimi evroligaškimi igralci, če v tem trenutku se neha razvijati. Vendar govorimo seveda o 18 let staremu igralcu, ki ga ravno sedaj čakajo tista najpomembnejša leta razvoja, predvsem kar se tiče potem prehoda hotel sem reči prehoda v profesionalce, ravno to, Luka je že prešel v profesionalce, vendar leta tam med 18 in 22 ogromno lahko narediš na fiziki in ogromno se lahko izboljšaš. To so tista ponovadi prva leta, ko igralci pridejo v NBA ligo in vedno lahko vidimo konkretne spremembe v teh igralci, ki pridejo 19 let stari. Do 22. leta so tisti dobri igralci, povsem drugačni igralci, kot so bili pri 19. letu. Zaradi tega je to tista stvar, seveda, ki nam vsem dviguje apetite, ta Lukov neverjetni in seveda tudi atletika, ki ni tako slaba, o kateri so že govorila, vendar sedaj se že počasi ponavljava. Zato morda mogoče samo še kakšno besedo o reprezentanci sem hotel reči, da ne bova predolga. V reprezentanci Luka letos poleti prvič, mislim, da ravno tudi to sva že govorila, izjemno veliko lahko se nauči ravno od Gorana Dragića, ki je med najboljšimi organizatorji lige NBA in bo imel odlično priložnost, da vidi tudi kvalitetno razliko recimo med evroligaškimi organizatorji in NBA organizatorji. Goran Dragić je nekaj drugega kot Jul. Goran Dragić je nekaj drugega kot Teodosić. Recimo ravno včeraj sem prebral eno zanimivo kolumno v Delu od Nejedlija, ki je pisal o Teodosićevi odločitvi, da se bo morda podal v NBA ligo, morda celo k Miamiju, in je napisal, da pač gre seveda, da je Dragić seveda za razred boljši igralec in predvsem zakaj? Predvsem je poudarjal v svoji kolumni ravno to fiziko. Ravno to hitrost, moč Gorana Dragića, namreč in vsaj po mnenju Delovega kolumnista v tem primeru, Teodosićeva tehnika ne more niti približno nadoknaditi Dragićeve tehnike. Recimo Teodosić ima boljši pregled od Dragića, vendar zaradi tega, ker je Dragić toliko hitrejši igralec, lahko predvsej hitreje najde prostega igralca, recimo predvsem v tranziciji ali ustavljeno. Torej, to je zanimivo vprašanje, izjemno zanimivo vprašanje, o katerem bo lahko še precej govorila, in v reprezentanci se bo lahko Luka precej naučil od Gorana, kaj misliš? Ja, in predvsem mislim, da lahko veliko potegne tudi od tega velikega tekmovanja, ki bo igrala Slovenija. Predvsem tudi bo zanimivo videti, ker to bo zdaj spet drugačen sistem, to bo turnirski sistem, predvsem bo precej bolj naporno. Vsaka tekma bo taka, kot jo je igral v končnici Evrolige in španskega prvenstva.
To je višji nivo košarke, težji nivo košarke, bolj trda košarka, ponavadi se igra na Eurobasketu, kot recimo tudi v Euroligi. Ja, predvsem bolj trda, predvsem obrambe bodo, predvsem bolj defenzivna košarka, se pravi, bolj fizična bo kot v Euroligi. Ne bo sicer morda toliko kvalitetna kot je v Euroligi, kajti tam so vse ekipe sestavljene, imajo več časa za igravanje in tako naprej, ampak enostavno samo iz tega trde tekme bodo in bomo videli, kako se bo on sposoben prilagoditi temu, ko ga bodo dobesedno tepli na igrišču. In obrambe se bodo precej lažje skoncentrirale na njega, ker bo namreč verjetno, vsaj za Goranom Dragićem, bo verjetno tukaj drugi igralec, morda bomo videli, počakamo še na priprave, počakamo še na to, kako se bo razvijalo, vendar bo eden izmed igralcev, kjer se lahko vsaj v reprezentanci zgodi, recimo, da bo bolj pod pritiskom nasprotnih obramb, kot je bil v Realu, kjer se je lahko recimo kakšen J.C. Carroll razigral, Randolph, morebitni tudi slovenski reprezentant, vendar o tem več, ko bova posnela poseben podcast o reprezentanci. Čeprav morda samo tako mimogrede lahko omenim, da Randolph tudi v zaključku Eurolige in španskega prvenstva zelo slabo in Alen Omić ga je celo v polfinalu španskega prvenstva ga je nadigral. Na prvih 2 tekmah, na drugi tekmi se je poškodoval in na prvi in na drugi tekmi, dokler ga je igral, ga je Alen Omić nadigral. Že spet Randolph lahko zadane trojko, je bolj atletski, bolj skočen igralec, nedvomno je boljši igralec od Omića v tem trenutku, vendar za razmislek ponujam samo to, v polfinalu, povsem se strinjam, v polfinalu ga je Alen Omić nadigral, to je dejstvo. To sam priča o tem, da dejansko če slučajno naturalizacija ne bo šla skozi, imamo še vedno zelo kvalitetnega centra. Alen Omić je pocenjen, da ne bova zdaj nove topike vpela, vendar kar se mene tiče, je v slovenski javnosti pocenjen. Konec koncev je bil lansko leto med 5 najboljšimi centri najboljše Evropske lige, španske lige. Potem v Turčiji ni dobil priložnosti, ko se je preselil med sezono, potem nazaj v Španijo na posojo, zopet kazal podobne igre kot lansko leto, ko je bil med 5 najboljšimi. Gre za dobrega centra, ki ima svoje pomanjkljivosti, vendar da ne bo o tem izgubljala preveč besed. Ko sem omenil Randolpha, sva se malce še en detour naredila, vendar Real ima igralce, ima več ofenzivnih opcij, kot jih bo imela slovenska reprezentanca, zaradi tega bo lahko bolj kot sem že dejal, pod pritiskom nasprotnih obramb. Vendar še ena stvar, prepričan sem še eno stvar, da bo z Goranom Dragićem Luka Dončić deloval in igral skupaj v tandemu precej bolje kot z Jurom. Mislim, da bo Goran precej več igro prepuščal, ko boste skupaj prepuščal Luki, da bo recimo Luka organiziral kakšen napad, medtem ko boste skupaj igrala na parketu. Verjetno boste skupaj začenjala tekmo, vsaj trenutno, če bi sedaj predideval, bi jaz tekmo začel z Goranom na enki in Luko na trojki in potem občasno seveda Luka organizira napad, občasno Goran. Enega izmed teh dveh bi potem potegnil malce hitreje na klop in ga potem poslal nazaj v igro, ko bi na klop potegnil drugega igralca. Tako da bi imel vedno v igri ali Luko ali Gorana, torej enega elitnega playmakerja. Vsekakor pa mislim, da je Luka že sedaj za Goranom drugi najboljši playmaker. Kljub temu recimo, da imamo precej rezerve, recimo branilski položaj je ravno najbolj globok v naši reprezentanci. Resnično premoremo toliko branilcev, da bi recimo bilo super, če bi lahko s Hrvati zamenjali za kakšnega visokega igralca, ker oni imajo pa probleme ravno na položaju organizatorja in izjemno veliko število, res izjemno kvalitetnih, visokih igralcev. Tako da je to topika tudi za kdaj drugič. Tako da bo zanimivo videti seveda poleti v reprezentanci, kako se bo vse skupaj odneslo, za kakšne bolj podrobne ocene bo seveda počakala še na tiste prve pripravljalne tekme. V vsakem primeru bo reprezentanco in celotno evropsko prvenstvo spremljala s podcasti, takrat tudi z video podcasti, reakcijami po samih tekmah. Upam, da bova vam priskrbela najboljšo možno analizo evropskega prvenstva, vendar o tem seveda kasneje. Bi še kaj dodal, Blaž? Niti ne, mislim, da sva kar nekako zapakirala Dončića v en tak lep paketek, tako da kratek intermezzo in potem še zaključna beseda.
Down. Tako, Blaž, upam, da sva bila dovolj podrobna, da sva temo obdelala dovolj kvalitetno. Če česa nisva povedala, če sva se kje zmotila, če sva kje zgrešila, bova v vsakem primeru vesela vaših komentarjev. Tudi mislim, da je Dončić dovolj zanimiva topika, zaradi tega nas vsekakor zanimajo tudi vaša mnenja o tem igralcu. Kje jih lahko pustijo, kje naj jo lahko kontaktirajo, Blaž? Lahko nas kontaktirate na NBA Slovenija Facebooku, na sportinfo.si imate tam kontaktni obrazec, nam lahko pošljete e-mail, in pa seveda na Twitterju sportinfo.si, tam največkrat odgovarjava, pa tudi seveda rada mava, da pustite kakšen odgovor od spodaj pod videom na YouTubu, tukaj tudi prebereva vedno, pa se potem midva malo pogovoriva, tako kaj poveste, pa tudi odgovoriva seveda. Debata se najbolj pogosto sicer razvija na Facebooku, ki je še vedno kralj družbenih omrežij pri nas. Zaradi tega seveda vabljeni, da pustite kakšen komentar na Facebooku in seveda na drugih platformah, ki jih je Blaž že omenil. Naslednja tema, naslednji podcast, naslednji teden bova, pravzaprav morda že malce prej, bova obdelala letošnji draft. Draft bo v noči iz četrtka na petek. Nekaj zanimivih igralcev, ki bodo po vsej verjetnosti krojili usodo NBA lige v prihodnjih letih, bo letos izbranih. Nekaj zelo glasnih igralcev, nekaj igralcev, ki so že bolj slavni, Lonzo Ball, predvsem tukaj, famozni Lonzo Ball, ki so že bolj znani kot mnogi NBA igralci, bo letos izbranih na draftu, zato vsekakor izjemno zanimiv draft. Obeta se nam pa tudi izjemno pestro poletje na prostem trgu, menjave, zna se zgoditi, da se bodo preselili, da bodo moštva zapustili res tisti top 10, top 15 igralci v ligi in povsem spremenili razmerja moči v ligi NBA, zato v naslednjih 2-3 tednih podcasti na temo drafta in seveda prestopov v ligi NBA. Potem pa že počasi pride na vrsto reprezentanca in seveda tudi to bova začela bova tudi športnimi novicami, za katere seveda tudi upam, da jih boste pogledali. Vendar vsem tem več v prihodnjih podcastih, do takrat pa samo lep pozdrav, uživajte. Adijo.